županom občine Radovljica Cirilom Globočnikom smo se odločili, da pogledamo projekte oziroma številne investicije v radovljiški občini. Najprej smo obiskali plavalni bazen, ker poteka rekonstrukcija. Se odpeljali na Železniško ulico, kjer poteka kolesarska povezava in kasneje nadaljevali pot proti Hlebcem, kjer poteka obnova ceste. Odpeljali do Begunj, do gradu Kamen, ker je na gradu Kamen obnovljena streha. In kasneje proti Begunjam, kjer je podružnična šola, kjer poteka zunanja ureditev šole. Kasneje pa v Lancovo, kjer se pripravljajo na izgradnjo kanalizacije in pot nas je peljala potem še skozi Kamno Gorico, kjer je nova ureditev samega vrtca in do Krope, kjer je na Kovaškem muzeju urejena streha in mansarda Kovaškega muzeja in še oporni zid pod cerkvijo. Pot pa nas je zapeljala tudi do Zaloš in Otoč, ker je obnovljena cesta. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, odločili ste se, da pregledava gradbišča v radovljiški občini, nahajava pa se prav gotovo na enem največjih gradbišč, to je na plavalnem bazenu. Res je, no. Zdaj v ozadju vidite, da objekt prehaja v sklepno fazo. Zdaj se pač montirajo že v bistvu stavbno pohištvo, okna, vrata in pa seveda na koncu še ta izolacija toplotna, da bo nekako pričakujemo, če bo vse v redu, do konca letošnjega leta že objekt narejen. Torej teče vse po planu, tako kot ste si zastavili? Zaenkrat vse, mogoče je malce v teh dneh manjša intenzivnost, ker so ljudje na dopustih, ampak proti koncu avgusta ponovno z večjo intenzivnostjo. Ena olajševalna okoliščina je tudi to, da je objekt zdaj praktično ves pokrit in vsa obrtniška dela ne bo motilo vreme. Bazen je že odprt, tako da se mladi lahko rekreirajo? Tako bazen, torej veliki 50-metrski kot mali otroški, je odprt in ravno tako je tudi odprt kamp, ker so v kampu že narejene nove sanitarije, tako da smo izredno veseli in tukaj moram poudariti, da izvajalec VG5 iz Ljubljane je res se držal teh rokov, kajti nam je izrednega pomena, da v teh poletnih mesecih lahko ponudimo, bom rekel, predvsem najmlajšim te storitve na samem bazenu in pa našim dragim gostom iz tujine, ki prihajajo, tudi domačini prihajajo v kamp in se imajo zelo dobro in po obisku lahko rečem, da je preko 300 ljudi vsak dan v kampu, kar je izredno dobra številka. Kdaj je bil pa kamp odprt? Kamp je bil odprt 1. julija. Tukaj v ozadju vidite nov bazen, ki je namenjen plavalnemu opismenjevanju in pa za rehabilitacijo po poškodbah, tako da se prav veselimo, bom rekel, teh novih pogojev, tako za eno dejavnost kot pa tudi drugo. Tukaj gre v bistvu za novost v bazenu. Tukaj je v bistvu ves ta del, ki smo ga danes predstavljali, gre kompletno za nov objekt. Nahajava se na Železniški cesti 6, kjer se nadaljujejo dela, v bistvu pa je to kolesarska povezava, ki je bila že v lanskem letu odprta in je to samo nadaljevanje projekta. No, torej ta železniška cesta je navezava na prehod, ki smo ga v lanskem letu zaključili med Lescami in Radovljico. Kot vidite v ozadju je tukaj torej vsa infrastruktura v cesti in tudi razsvetljava. Videli se bo potem tudi v nadaljevanju, da bo kolesarska steza in pločnik in ta povezava je z Lescami in pa tudi samim nakupovalnim centrom, torej Merkur in pa Mercator. Tako da se veselimo. Kot vidite, dela grejo k koncu. Preplastitev je samo še s finim asfaltom in pa jasno še pločniki. Tako da pričakujemo, da bo to narejeno v sredini meseca septembra in bomo pravzaprav zelo veseli,
da bo en velik prispevek k varnosti in pa povezavam v krajevni skupnosti Lesce. Kakšna pa je vrednost te investicije? Ja, zdaj tako, vrednost investicije je okrog 800 tisoč evrov. Samo pričakujem mogoče še kakšna dodatna dela, ki prej niso bila predvidena, ampak kakšnega večjega odstopanja pa ne bo. Gre to vse skupaj iz proračuna? Za to smo, seveda gre vse iz proračuna, ampak za to smo pa dobili nepovratna sredstva, ker to je bilo v kvoti teh sredstev, ki so, kot smo na začetku omenila, to povezovalno cesto. Nadaljuje se obnova gradu Kamen. Ja, če pogledate zadaj na stolpu, je res obnovljena streha in smo zadovoljni, da je praktično tudi ta stolp zaščiten. Vsako leto približno okrog 50 tisoč evrov vložimo, predvsem gre za zaščito, drugo pa tudi za zavarovanje vseh obiskovalcev, da se kakšnemu kaj ne bi zgodilo. In recimo v teh 10 letih smo kar premaknili in sem zelo vesel, ker je zanimanje za grad Kamen pa res veliko. Vsekakor se pot pelje naprej proti Dragi in potem tudi v grobišče Talcev je tukaj v bližini, ki ga obnavljate. Res je, tukaj je res izhodiščna točka tako za planince kot ostale obiskovalce, tudi grobišče smo v letošnjem letu obnovili. Res pa je, da v zaključni fazi morajo potem še te, bom rekel, spomenike postaviti na svoja mesta. Bilo je prepotrebno, ker ga je tako rekoč načel zob časa. Ja, seveda tukaj delamo z roko v roki z državo, tudi država financira zraven, tako da praktično lahko povem, da naslednji tak izziv bo pa grobišče v Begunjah. V polnem zagonu so tudi dela na osnovni šoli v Begunjah. Res je, po dolgih letih nam je uspelo pravzaprav ta projekt uskladiti tako z lokalno skupnostjo, šolo, starši. No in jaz sem zelo vesel, da bo ta projekt zaključen do novega šolskega leta. Moram pa povedati, da je pa kar 450 tisoč evrov velik zalogaj. Predvsem bo prinesel ta projekt veliko več varnosti, kot je bilo do zdaj, in pa seveda prijazno, torej tako za otroke, ki hodijo v šolo, starše, ki pripeljajo otroke, in pa vse, ki delajo ali v šoli ali pa v bližini šole. Trenutno se nahajamo na enem odcepu kanalizacijskega sistema Lancovo. Ta cel sistem je ovrednoten preko 3 milijone 300 tisoč evrov in mi smo zdaj v zaključni fazi. Oktobra bo v celoti narejen, kajti smo vezani tudi na pridobljena nepovratna sredstva in jasno, da smo tudi vezani z samo izvedbo ob določenem roku. Tukaj bomo priključili preko 330 uporabnikov, ves sistem pa deluje na radovljiško čistilno napravo. Nahajava se v Kropi, tukaj pri cerkvi, kjer je bil zgrajen podporni zid. Ja, res je, tukaj je bil res en velik problematičen odsek, nekih 20-30 metrov. In jaz sem zelo vesel, da smo to sanirali, zapilotirano, tudi obnovljen je ves zid. Seveda tukaj na tej moji levi strani je kar nekih 40 metrov globine in so imeli stanovalci velike probleme. To je zdaj sanirano in lahko rečemo, je bil težek poseg in zdaj malo bolj vsi mirno spimo. Za nami se pa vidi tudi Klinarjeva hiša oziroma naš muzej kovaštva in tudi v tem delu se vidi, da smo obnovili streho. Zdaj pa pričakujemo pravzaprav še dodatna sredstva iz strani države, se nadejamo razpisov
kajti potrebujemo še 1 300 000 evrov za celotno sanacijo tega muzeja. Kar sem pa omenil, oba projekta, torej streha na Klinarjevi hiši in pa oporni zid, je bilo v skupni vrednosti 400 000 evrov. Nahajava se v vrtcu v Kamni Gorici, ki je sicer čez poletje prazen, otroci odhajajo v Radovljico. Ja, tukaj moram povedati, da nam je uspel v lanskem pa v letošnjem letu urediti 2 prostora za torej približno 30 otrok. Mi smo prenovili praktično vse inštalacije in tudi, kaj vidite, bom rekel, res je svetel prostor. Tako da vključno tudi s sanitarijami, predvsem je bil problem tudi vlage in tudi to smo rešili. Tako da res imajo čudovit vrtec in pa seveda tudi zunanji vrt z igrali in tukaj uživajo otroci in starši ravno tako. Ta projekt je bil pa vreden okrog 125 000 evrov in lahko rečem, no, da zdaj imajo res otročki pogoje, res ta prave za vrtec. In vrata bodo odprta pa spet 1. septembra. Tako je, ja. Pripeljali smo se skozi te vasi, skozi Zaluše, Otoče, kjer je položen asfalt in tole verjetno kar za dolga leta, kar 40 let bo gotovo mir. Zdaj tlele moram povedati, da po izgradnji železnice smo zelo dobro partnersko delali z državo in tukaj je absolutno polovični znesek naš, polovični strani države. In zelo vesel sem, no, ker ta cesta je bila praktično uničena in zdaj imamo to povezavo od Podnarta pa preko Zaloš do Otoč čudovito, tako da tudi tukaj je za res te krajane, torej Otoč, Zaloš in pa Podnarta izrednega pomena. Predvsem je tudi veliko kmetijskih strojev in te povezave pod železnico, tako da ja, to je velika pridobitev.